Zakaj je bil Jezus največji človek, ki se je rodil na tej zemlji, tudi glede sprave? Ker danes je moja tema sprava. Sprava z izvorom življenja. Sprava s samim seboj in sprava z vsemi bližnjimi. Jezus je prišel na zemljo, da bi spravil vse nas z očetovo voljo. In kaj je očetova volja? Očetova volja je ljubezen, življenje, radost, mir, sodelovanje, sočutje, spoštovanje, svoboda življenja, spoštovanje življenja, mir. Raj na zemlji se začne z rajem v našem srcu, v naših čustvih, v našem mentalu in tudi v našem duhu. Torej, ne moremo reševati zunanjih problemov, ne da bi rešili najprej svoje notranje probleme. Bodimo iskreni in se vprašajmo, ali imam ljubezen do sebe, imam ljubezen do svojih staršev, mame, očeta, svojih bratov in sester? Ali jo imam? Ali imam zamere, jezo, sodbo? Če imamo sodbo, zamero, nikakor ne moremo širiti mira na tej zemlji. Ne moremo pričakovati radosti, niti zdravja, niti lepih medsebojnih odnosov, niti raja na zemlji. Ker raj se začne najprej v našem srcu, v naših mislih, v naših čustvih in v našem duhu. Zato je tako pomembno, da se prav sleherni človek, pa naj bo to po funkciji ali papež, ali predsednik Slovenije, minister, učitelj, policaj, inšpektor, katerokoli službo že opravljamo, moramo najprej biti v srcu to, kar smo, ljubezen. Če ni ljubezni, delamo za denar. Če nimamo ljubezni v srcu, smo sodniki, tožniki, lažemo, krademo, goljufamo, ranujemo, ubijamo. In to ni pot do sreče. To ni pot do radosti. To ni pot do raja na zemlji. Je veliko primerov iz zgodovine, ko so kralji zahtevali, da se sleherni državljan, sleherni človek posipa s pepelom in da je ponižen pred Božjo voljo. Da odstrani od sebe vse zamere, vse sodbe, vse jeze, vsa sovraštva. In potem, ko so to storili kolektivno, so se zgodili čudeži. Viharji so prenehali, vojne so prenehale, bolezni so prenehale in v tisto deželo se je vrnil mir, radost in ljubezen. In če to ne negujemo, se potem spet vrne nazaj nemir, zamera, sodba. In ponovno so problemi, ker človek, ki ni v radosti, širi bolečino.
Človek, ki ni v miru, širi nemir. Človek, ki ni v enosti z izvorom življenja, širi bolečino, smrt, bolezen, revščino. In kje je rešitev? Kje je rešitev za našo prelepo Slovenijo? Kje? Zelo preprosta. Sleherni izmed nas mora biti ponižen pred to brezpogojno ljubeznijo in jo sprejeti v svoje srce. To, kar je tudi prva alineja 9. člena Društva za srečno življenje Belz. Težko je odpustiti ljudem, ki so nam ubili ali starše, ali brate, ali sestre, ki so zastrupili s cepivi naše otroke, ljudi, ki jih imamo radi. Je težko odpustiti ljudem, ki so pobijali med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni nedolžne ljudi, ki so živeli vero, ki so živeli ljubezen, ki so želeli zemljo na nepravičen in nepošten način in premoženje teh ljudi. Je težko odpustiti, vem. Tudi sama sem imela zelo težke teste. Ukraden mi je bil avto družinski. Ukradena mi je bila hiša. Ukradeno mi je bilo moje dobro ime. Naklepno so mi umorili 4. otroka. Ukradli so mi mojo hčero z lažmi in prevaro in je še vedno na žalost izgubljena in v rokah temnih sil. Molim za njo in verjamem, da bo moja molitev močnejša, kakor te zle sile, ki so jo dobesedno ugrabile. Za svoj interes, za svoje cilje, za svoje namene. Tudi jaz sem bila ugrabljena zelo dolgo. Svet me je ugrabil, sistem me je ugrabil, pravila so me ugrabila, strah pred pomanjkanjem, strah pred, kje bom živela, kako bom živela, kako bom prehranila svojo hčero, ker sem ostala sama, ker oče ni prevzel odgovornosti za njo. Dobesedno me je ponižal z besedo: vidiš, da si noseča in sem te naredil tako majhno. Ne bom te poročil, ne bom skrbel za vaju. Res me je ponižal, res me je prizadel, vendar sem mu odpustila. Odpustila sem. Zakaj? Ker sem se jaz odločila za ljubezen. Ker sem se jaz odločila, da bom širila mir in ljubezen. Pa nisem samo očetu svoje hčere odpustila. Tudi hčeri sem morala odpustiti, ker veliko govori, kar ni res. Ker me predstavlja tako, kot dejansko ni res. Ne vidi resnice, ne vidi to, kar je res. Nažalost so jo ugrabili mediji, sistem, slava in je pozabila na spoštovanje in na ljubezen do svoje lastne matere. Ukradla mi jo je varuška, ki nima svojih otrok, ne spoštovanja do svoje matere, ne do svojega očeta. Ima pa veliko denarja, ker je pri denacionalizaciji dobila veliko poslovnih prostorov in je močnejša, ker meni so vse ukradli. Ampak to, kar sem jaz imela, sem si sama zaslužila, sama ustvarila, sama prislužila svojim poštenim, iskrenim marketinškim delom. Morala sem odpustiti vsem tem ljudem, ki so me sodili, bili ljubosumni name, ki so me ovirali pri širjenju evangelija in radostne vesti. Morala sem odpustiti, da sem danes tukaj pred vami in da lahko rečem,
da je moj Bog na prvem mestu. Da je ljubezen do življenja na prvem mestu. In če imam ta mir v sebi, da lahko darujem svojim bližnjim in možu in vsem, ki so v kakršnikoli stiski in v situaciji, ko potrebujejo toplo besedo, objem, besedo, ki oživlja, besedo, ki ozdravlja, besedo, ki daje pogum za življenje. Nedavno sem brala, da ima moja hčera Savina mamico, ki delala samomore, ko je bila noseča z njo. Velika laž. To ni res. Bog ve, kako sem se trudila, da bi ji dala najlepši dom. Kako sem vse opremila. Kako sem delala za to, da bi bilo njej lepo. In je bilo lepo. Do 9. leta, dokler se ni v moje življenje pojavila priložnost za družinsko življenje, ki ga žal nisem imela do tedaj. In nastopila je ljubosumnost. Tista ljubosumnost podedovana od njenega očeta. Težko je gledati srečo ljudi, radost ljudi, če smo v sebi nemirni, polni jeze, ljubosumnosti, sodbe. In s temi očali vidiš vse narobe. In ko je bila moja hčera po 5 letih ponovno z očetom, ker si izprosil, da jo bo peljal k babici, je prišla nazaj po 3 dnevih, preprogramirana na sodbo. Ni smela reči več mojemu čudovitemu možu, ki mi je pokazal, kaj je ljubeči dom, ljubeča družina, ljubeč odnos do matere svojih otrok, do otrok. Ni mu smela več reči niti očka, niti se mu sesti v naročje. Dobila je prepoved. Tako kot so dobili številni ljudje prepoved v času komunizma, da ne smejo priznavati, da obstaja nekaj več kot denar, da obstaja ljubezen, da obstaja vera v življenje, ki nam daje življenje, da obstaja Bog ljubeči, ki nas ljubi, ki je več kot vse premoženje tega sveta. Veliko je bilo pobojev ljudi, ki so priznavali in živeli to vero, to ljubezen. Veliko krivic je bilo storjenih v slovenskem prostoru zaradi tega, ker so nekateri dali ljubezen na prvo mesto in ne denar in ne sodbo. Veliko je bilo krivic, pobojev, kraj. In te bolečine še marsikdo nosi v svojem srcu. Res, dokler ne bo vsak posameznik v sebi odločen, da bo odpustil, da bo preteklost blagoslovil, da bo te ubijalce, te križarje, te grešnike blagoslovil, bo izgubil svojo dušo, svoj raj, svojo radost, svoj mir, svoje zdravje in svoje življenje. Zato tisti, ki smo se odločili za ljubezen, imamo res veliko dela. Ogromno je priložnosti, ko moramo dokazati, da smo ljubezen, da blagoslavljamo sovražnike, da blagoslavljamo sodnike, tožnike, kradljivce, ubijalce, lažne pričevanja, lažne novinarje. Ja, zakaj to delamo? A zato, da tem ljudem dajemo pomoč, ljubezen, energijo? Ne, ne zato. Zato, ker sebe s tem rešujemo. Svojo dušo rešujemo. Svoje življenje rešujemo. Zakaj bi zaradi grehov drugih ljudi izgubili svoj raj, notranji raj, svoje življenje? Le zakaj?
Jezus je največji človek, ki je kdajkoli živel in se rodil na tej zemlji, je vedno govoril: predno zaide sonce, odpustite svojim neprijateljem, da boste zaspali z ljubeznijo. Da vas po noči ne bodo obiskali duhovi jeze, zamer in vam uničili jetra, pljuča, srce, zdravje. Zaspite, spravljeni z vsemi svojimi vidnimi in nevidnimi sovražniki. Da boste spali v Božjem miru. In ko se zbudite, bodite hvaležni, da ste se sploh zbudili. Blagoslovite dan. Pojdite v dan z ljubeznijo in naredite nekaj dobrega. Blagoslavljajte svoje sovražnike, ljubite jih. Predvsem pa ljubite sebe, svoje življenje, da ga ne izgubite zaradi grehov bližnjih. Veste, velikokrat slišim, kako je normalno biti grešen, da smo vsi grešniki, da je to čisto normalno. Ne, ni normalno. Normalna je svetost. Normalno je življenje. To je normalno. Normalno je zdravje. Normalno je lepi medsebojni odnosi. To je normalno. Vse ostalo je nenormalno. Vse ostalo je zgrešen cilj od Božje volje. Ker Božja volja je ljubezen, je radost, je mir, sprava z izvorom življenja. Kako pa boš spravljen z izvorom življenja, če ubijaš bližnjega, če kradeš otroke, če sodiš nepravično, če delaš zakone, ki so škodljivi za človekove pravice? Kako? Nemogoče. In kje je rešitev za ves ta kaos na tej zemlji? Za ta kaos v Sloveniji, v Evropi, v svetu? Kje je rešitev? Zelo preprosta. Vsak izmed nas, tudi jaz, moramo biti ponižni pred izvorom življenja, tako kot je bil Gospod Jezus. Kaj je on na križu rekel, ko so ga mučili, ubijali? Kaj je rekel? Je rekel, vojna bo, zdaj boste pa videli, kdo sem jaz. Ne. Ponižno je rekel, moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ker če bi vedeli, kaj delajo sebi, tega ne bi delali. Ljudje delajo za denar, da preživijo mesec, da si kupijo kruh, sir, sadje, zelenjavo, da plačajo položnice. Ja, delajo za denar. Ker mislijo, da je to edina možnost na tej zemlji preživeti. Ljudje, zbudimo se, delajmo za življenje, za naše življenje, ker to, kar bomo naredili zase, bo šlo z nami, kamorkoli bomo že odšli. Ali gremo v drugo državo, ali gremo na nebo, ali gremo pod zemljo, kamorkoli bomo šli, gre to, ker smo mi z nami. In edino pravično delo je delo na sebi. Da se izprašujemo iskreno, komu še moram odpustiti, ali sem ljubezen, ali darujem desetino svojih sposobnosti, svojega časa, svojih materialnih dobrin za Božje kraljestvo. Ne za tiste, ki so na ulici cel dan in prosijo za uboganje. Ne govorim o temu. Govorim tista desetina, ki gre za skupno dobro. Kdo pa naj bi dobil to desetino? Ja, tisti, ki ima moč in dolžnost skrbeti za skupnost. In to je seveda naša predsednica Slovenije. To so naši ministri. To je tudi nadškof, to je tudi papež.
Oni so odgovorni, da se ta desetina resnično z ljubeznijo porabi za Božje kraljestvo na zemlji. Če se porablja za oboroževanje, za vojne, za tajne shode, za sodišča, za mučenje ljudi, ki delamo za resnico in za ljubezen, ki delajo za krajo otrok, zaradi organov in krvi in tako naprej. Ne. Desetina, ki jo dobi ali papež ali predsednik države, se mora uporabljati za človeka, za njegovo radost, za njegov mir, za Božje kraljestvo na zemlji. To je Božja volja. To je edina Božja volja. Da to, kar dobivamo kot dar, brezplačni dar, sonce, kisik, ljubezen, zemljo, modrost, znanje, da to darujemo za življenje, ne za trpljenje. Zadnje čase poslušam, kako je pomembna sprava s preteklostjo. Ne more biti sprave s preteklostjo, če ni najprej sprave s svojim izvorom. Če se sami najprej ne ponižamo pred izvorom in priznamo svoje zmote in zablude in se odločimo za brezpogojno ljubezen, kar je prva alineja 9. člena našega statuta Društva za srečno življenje, potem ne moremo delovati na tak način, da bojo rezultati. Ker bolečina daje bolečino, zamera daje zamero. Vojna v nas daje vojno izven nas. Samo notranji mir, sprava z našim izvorom, z našim očetom, je edina pot do mira v nas, in če je mir v nas, bo tudi mir okrog nas. Jezus je vedno poudarjal, kako pomembno je, da se zahvaljujemo našemu očetu, stvarniku. Tudi on se je zahvaljeval. Jezus je samo čudovit primer Božjega človeka na zemlji, ki se je rodil, zato da bi nas vse spravil za očetovo voljo, za izvorom življenja. To je prava sprava. In več, ko nas bo spravljenih za izvorom življenja, z našim stvarnikom, prej bomo dosegli tudi spremembe v družbi, v sistemu. In ta dan vsi čakamo. Zato je pomembno, da govorimo na glas, kaj je Jezus Kristus zapustil vsem nam zemljanom, ker je živel med nami in delal z ljubeznijo. Bil najboljši zdravnik, brezplačni zdravnik, bil najboljši svetovalec, brezplačni, bil najboljši advokat, brezplačni, bil je največji mirovnik na tem svetu, brezplačno. Bil je človek dejanj, človek ljubezni, bil je naš zgled in zasluži si resnično ime Jezus Kristus, Jezus iz Nazareta. Je odšel iz tega planeta z ljubeznijo in pokazal je vstajenje v posebnem poveličenem telesu, ker ga je Oče nebeški obudil tretji dan. Oče je vsemogočen. Izvor je vsemogočen. Le kako ne bi mogel Oče nebeški obuditi svojega sina, če je naredil ta čudovit planet, če je naredil vse tako čudovito in modro. In če se bomo obračali na očeta in prosili za Svetega Duha, za Duha modrosti in ljubezni
in predajali svoje zemeljsko razmišljanje, svoje zemeljske reakcije, svoje zemeljske misli resnično v prenovo Svetemu Duhu, se bo zgodila alkimija, transformacija. In naše telo se bo polnilo Svetim Duhom, z ljubeznijo, in ta ljubezen, ki bo nas spreminjala, nas osebno, bo tista ljubezen, ki bo delala veliko spremembo tudi v nas in okrog nas. Zato spravimo se svojim izvorom življenja, danes, ne jutri. Danes sebi in vsem odpustimo in sprejmimo to ljubezen v svoje srce in bodimo to, kar smo, otroci ljubezni. Najlepša hvala za današnjo vašo pozornost.